Danes je dan tišine. Dan, ko se zazremo v svoje misli, v svoja dejanja, v svojo dušo in pogledamo, ali smo v skladu in v enosti z brezpogojno ljubeznijo, kot govori prva alineja 9. člena našega statuta Društva za srečno življenje Belis. Moramo še komu odpustiti? Ali moramo kakšno dobro delo še storiti? To so vprašanja današnjega dneva. Ker jutri je en velik dan, ki ga cel svet praznuje. Vstajenje ljubezni življenja. Če smo ljubezen, smo živi, smo zdravi, smo veseli. In velika noč je praznik veselja. Zelo je pomembno, da razumemo, kaj pomeni vstajenje iz groba. Vsi mi, ki smo mogoče še sodniki, smo še v grobu. Vsi mi, ki čutimo bolečine, ki čutimo jezo, ki razmišljamo o smrti, smo še v grobu. In grob ni prijetna novica za vse nas. To ni prostor, kjer je radost in sreča in veselje. Vendar obstaja pot iz tega groba. Je zelo ozka. Imenuje se brezpogojna ljubezen. To, kar je tudi vodilo našega društva za srečno življenje Belis. Ni druge poti. Je ni. Res je zelo ozka pot, ki vodi v radost življenja. In zelo, zelo, zelo široka je pot, ki nas vodi v trpljenje in nas ohranja v zaporu in v grobovih. V duhovnih grobovih, mentalnih grobovih, čustvenih grobovih, fizičnih grobovih. In zakaj ne bi vsi stopili iz grobov? Pot je zelo preprosta. Samo sprejmimo brezpogojno ljubezen za našo pot. Sprejmimo to čudovito novico, da imamo, tako kot je kisika neomejeno na razpolago, kot je vode neomejeno na razpolago, tako je tudi te brezpogojne ljubezni neomejeno na razpolago. Samo odločiti se moramo, da jo sprejmemo. Da se mi zavestno odločimo za ljubezen, za mir, za spravo. Jezus Kristus, ko je prišel na zemljo, je bila njegova misija, da nas odpelje iz grobov, da nas odpelje v radostno življenje. To je bila njegova misija. On ni prišel za zdrave ljudi, prišel je za tiste ljudi, ki so bili bolani, jezni, v razprtijah, sporih. Za tiste ljudi je prišel. Za nečistnike, za ubijalce, za prešuštnike, za lažnivce. Prinesel je ljubezen in pokazal je pot iz naših zaporov v našo novo življenje. V življenje z radostjo. To je vesela novica. Ne rabimo imeti milijonov, niti ne desetine evrov. Ne rabimo delati joge cel dan, niti ne meditirati 24 ur na dan. Vse, kar je potrebno narediti, je, da sprejmemo v svoje srce to brezpogojno ljubezen, ki zastonjski dar iz neba.
v neomejenih količinah je na razpolago. In to je prav za vse ljudi. To je kot voda, s katero operemo umazano posodo. Tako s to brezpogojno ljubeznijo lahko operemo naše bolečine, naše zmote, naše bolezni, tudi smrt. Jezus je prišel na to zemljo, da je smrt spremenil življenje. Marsikdo zmotno misli, da smo odrešeni zato, ker je on trpel na križu. Ne. Res je trpel zaradi naših grehov, ampak ni prišel zato, da bi trpel na križu. In tudi to nas ne odrešuje. On je prišel iz Božjega kraljestva v zemeljsko kraljestvo in je dovolil, da so ga dobesedno usmrtili, ker Boga usmrtiti ni tako enostavno. Ja, dovolil je, da je umrl, zato ker je imel eno posebno misijo, da je odšel v Hades, ker je bilo ogromno ljudi mrtvih, ki so verjeli v vstajenje od mrtvih, ko bo prišel Jezus na zemljo. In v Mateju 27. poglavje 53. vrstica to lahko preberemo, da so se grobovi odprli v tistih 3 dnevih, ko je bil Jezus za ljudi mrtev. Bil pa je v Hadesu. Kot človek je prišel v Hades, kot človek je moral umreti, zato da je bilo prvo vstajenje od mrtvih. In grobovi so se odprli. In veliko let so spali v grobovih številni ljudje, vendar so imeli vero, da ko bo Jezus prišel na zemljo, bodo imeli vstajenje od mrtvih. In to se je zgodilo takrat, ko je bil Jezus za zemljane mrtev, ker je bil v Hadesu in je obujal mrtve. To je vesela novica. Zelo vesela novica. Kdor veruje v življenje, v ljubezen, ima vstajenje od mrtvih. Kdor veruje v življenje in kdor sprejme to brezpogojno ljubezen, živi v radosti, v miru in njegovo življenje je novo življenje. To je vesela novica. To je tako vesela novica, da se lahko veselimo skupaj v našem društvu za srečno življenje Beliz ta večer, ker to se je že zgodilo vstajenje. To se ne bo jutri zgodilo. Mogoče za nekaj ljudi se bo, vendar Jezus je že davno vstal in je živ in nam pošilja Svetega Duha z neba in želi, da spoznamo to veselo novico, da je življenje v ljubezni večno življenje. In sprejmite ta dar. Sprejmite ga in darujte ga naprej vsem svojim bližnjim. Tudi tistim, ki vas preganjajo, tudi tistim, ki o vas slabo govorijo, tudi sodnikom, tožnikom, tudi ubijalcem. Ker če bomo sodili, kogarkoli bomo obsojeni. Če bomo ljubili, bo naša pot ljubezni, pot sreče, pot veselja. In želim vsem nam, da bi živeli radostno življenje vsak trenutek našega življenja. Hvala lepa za vašo pozornost.